Maja 2019 sva govorila, ko ste štartali z vašo uvodno tiskovno konferenco za znamko Mun. No in takrat smo posneli ene posebne besede, najbolj zdaj, kar spustimo. Elektromobilnost se bo počasi in v korakih dogajala, ampak takrat, ko se bo dogajala, moramo mi biti v štartnih položajih, ne samo z ustreznimi modeli, z ustrezno ponudbo, ampak tudi s podpornimi funkcijami. Gre za polnilne naprave, gre za sončne elektrarne, gre za hranilnike električne energije. Vse to iz ene roke in to mora biti pač neka konkretna ponudba s ceno od zadaj, z obrazom od zadaj in z izvedeno storitvijo od zadaj, ki je 100% zanesljiva. Cilj je, da štartate na najboljših štartnih položajih. Zdaj, tukaj imava iz večjih vidikov za te besede za pogled. Zdaj, a se je ti štartni POX že zgodil, pa je bila na štartu gneča, pa predvsem, kaj zdaj sploh pomenijo te štartni položaji? Ja, gneče ni. To je vprašanje, na katero najlažje odgovorim. Gneče ni, ker se tudi e-mobilnost kot veliki POK ni zgodil. Pravzaprav je tako, kot sem takrat povedal, se bo e-mobilnost dogajala postopno in se tudi dogaja postopno. In zato je več razlogov. Prvič, ker so pač okoliščine takšne, da električnih avtomobilov ni, polprevodniška kriza, dobaviteljska kriza in tako dalje. Res je tudi, da so e-avtomobili zaenkrat še kar precej dragi, to moramo priznati, in si to pač vsak človek ne more privoščiti. No ja, štartni položaj pomeni, da ljudem nekako vzamemo bojazen in strah pred elektromobilnostjo. Vsak ima svoje zadržke glede tega, velike klasičnih voznikov, seveda, ki sploh ne morejo nič začeti z elektriko. In rekli smo, blagovna znamka Mun je pa tista znamka z vsemi podpornimi produkti in storitvami, ki v največji možni meri jemlje te strahove. Torej, prvič, kje bom polnil, kako bom polnil, v prvi vrsti mislimo na to, kako bom doma polnil, kako mi bodo polnilno napravo poinštalirali, kaj je potem drugi korak, sončna elektrarna, mogoče električni zalogovnik. In tukaj smo želeli strankam ponuditi pač odgovore na vsa vprašanja in mislim, da nam je to uspelo. Kdaj bo konkurenca prišla na štart? Tudi kar se tiče recimo te dodatne ponudbe. A jo sploh pričakujete, da pride na štart? To morate konkurenco vprašati. Ampak vaše mnenje? Kar se tiče avtomobilistov, ste klasični uvoznik, ki mogoče razmišljajo o tem, kaj bodo tovarne oziroma kaj bodo principali dali v roke v smislu teh dodatnih storitev in izdelkov. Mi tega nismo hoteli dočakati. Kot rečeno, smo tukaj te niše želeli sami zasedeti. Predvsem pa mislim, da so v preteklosti bile druge panoge zelo aktivne. Tukaj moram priznati, da je Petrol igral eno zelo pomembno vlogo, pa tudi druga podjetja. Elektro Ljubljana, svojo znamko gremo na elektriko. To so bili, po mojem mnenju, prvi enablerji e-mobilnosti v Sloveniji in prav je bilo tako. In tudi mi smo nekaj časa nazaj smo gledali v smer Petrola, če smo razmišljali o e-mobilnosti. Mogoče se je zdaj ta situacija mehko spremenila in smo mi bolj na poziciji enablerja. A se že kaže, da je bila to prava odločitev? Pa ja, mislim, da ja. Tendence so jasne. Moram pa reči, da se e-mobilnost še vedno dogaja v zelo majhnem merilu v Sloveniji. Torej, če govorimo o celotnem trgu, v primerjavi z e-mobilnostnem trgu je trg še relativno majhen, v letošnjem letu 4,6%, čeprav lani 3,7–3,8% se mi zdi. Primerjava v Nemčiji je to 20%, tako da je to še majhen ognček v Sloveniji, ampak rast je pa letos spodbudna, 40% rast v primerjavi z lani. Lani, če se prav spomnim, je bilo nekje 1700 električnih vozil registriranih, letos jih bo več kot 2000, tako da tendenca je dobra. Ampak ciljam predvsem na to, koliko se bo to, da imate še dodatne ponudbe, pokazalo pri avtomobilskem poslu? Ja, pa jaz mislim, da ja, kot sem prej omenil. So kakšne številke, ki se da v bistvu podkrepiti, da je to ta prava pozicija? To je pa še prezgodaj, to je pa mogoče še prezgodaj, ker e-mobilnost bi se dogajala z ali brez te dodatne opreme, moram reči, ampak v prihodnje, ko bomo mogli demokratizirati to e-mobilnost, ko bomo mogli čim več ljudi prepričati,
bistveno lažje, če imamo še odgovore na vse ostale vprašanja. Ne? Kako bom polno doma, kako bom polno na poti in tako naprej. Odločitev bo lažja potem v smislu e-mobilnosti. Ja. Ampak bojazni pa še niste odpravili. Mislim, da se to dogaja, tudi to se dogaja postopno. Pravzaprav, ne? Mislim, da je treba se usedeti v električni avto in ga poskusiti, preizkusiti. Izhajam iz tega, da v bistvu električni avto zdaj tukaj je, ne? Ampak kako si to privoščiti? To pač, če vse skupaj sešteva, to na nek način pomeni čez palec 10 let 200 evrov na mesec, ne? Za vse to, da imaš lahko zeleno mobilnost. Kako boste to približali? Brezobrestni kredit, ki ste ga vi ponujali, ne? Verjetno ne bo zadost. Ne? V prihodnosti verjetno bomo prišli na nek model, kjer bom jaz na mesec nekaj plačal in pač vso to mobilnost imel. Ja, če si to želite, ne? Večinoma strank si to niti ne predstavlja, niti ne želi, da bo prišel na nek način abonmajski sistem. Ne? Mislim, od tega smo še zelo daleč. Obstajajo pač klasični načini financiranja, kot so že do zdaj obstajala in ti načini obstajajo tudi za električno mobilnost, za električna vozila. Kar se tiče brezobrestnega kredita, sem pa omenil to za podporne produkte, torej za polnilne naprave, za sončne elektrarne, hranilnike in tako dalje. Ne. Se pravi, ta abonmajski način smo še zelo daleč tukaj v Sloveniji. Zato, ker slišim, da v tujini je pa to že precej blizu. Jaz tega ne vidim. Sicer ne poznam še tak abonmajski model v Sloveniji, nisem ga še videl. Slišim veliko, berem tudi veliko, da se to pripravlja, ampak to bo po mojem še kar nekaj časa trajalo. Tukaj pa smo zelo konzervativni. Ja. Slovenci. Slovenci, ja. Kaj pa v vašem podjetju? Nimamo takšnega produkta v žepu, zaenkrat. Kako hitro ga pa lahko dobite? Mislim, da skupaj z našimi partnerji Porsche Finance Group Slovenija lahko to relativno hitro sestavimo. Konec koncev vse instrumente imamo, sredstva so, tako da če se bo tukaj neko povpraševanje generiralo, mislim, da lahko to ponudimo. Ja. Vi v bistvu hočete te produkte MUN razviti do take mere, da boste tudi širše gledano nenadomestljivi. A je to utopično tako razmišljati? Oziroma, zakaj ni utopično razmišljati? Mislim, da ni utopično o tem razmišljati. Konec koncev je to naloga enega samostojnega uvoznika tukaj. Naše dojemanje je, da si tovarne oziroma proizvajalec želi direktno komunikacijo s stranko. Kje smo tukaj mi kot uvozniki, je tukaj naša trgovska mreža. Iz tega vidika gledano moramo seveda zasesti določene niše, določena področja, ki jih tovarne oziroma proizvajalci v tem hipu še ne morejo doseči. In to pa so neki produkti, ki jih mi blagovno znamko MUN ponujamo. Tovarna ne more stranki ponuditi polnilno napravo in jo hkrati tudi poinštalirati doma. Ne more ponujati svetovanje okrog sončne elektrarne in v zvezi s tem, kako bo potekala inštalacija doma. Ne? In tukaj v ta področja se želimo zasidrati. Boljši kot smo komunikator s slovensko stranko, manj pogrešljivi bomo in tukaj imamo mi svojo vlogo, vidimo svojo vlogo in vidimo tudi vlogo naše organizacije, takšna kot je danes. Ja. Vi prevzemate tudi vlogo aktivnega playerja, ki pomaga v bistvu tudi širše gledano v bistvu pripeljati elektromobilnost. Prav vidim vas? No, to mislim, da prav vidite. Želimo biti pač številka 1 na tem področju. Nekako se mi zdi, da je to naše poslanstvo, tukaj tudi Urad Ladino v smislu e-mobilnosti. Volkswagen se je deklariral kot tista znamka, ki želi biti številka 1 v e-mobilnosti v svetovnem merilu in to vlogo nekako tudi v Sloveniji prevzemamo. In to pomeni tudi v bistvu komunikator z državnimi institucijami. Tudi. Aktivni. Tudi, absolutno. Kaj se pa dogaja na tem področju? Nova vlada se je šele, bi rekel, aktivirala, kontakti so bili vzpostavljeni, kontakti so tudi vzpodbudni, moram reči. Po večmesečnem mrku, če imam občutek, da se marsikaj dogaja na tem, mislim, da so 3 ali 4 zakoni v pripravi, eden specifično v smislu trajnostne mobilnosti in vabim vlado, da nas proaktivno vzame kot sogovornika, pa ne samo Porsche Slovenija, tukaj govorim predvsem kot sekcija motornih vozil, združenja uvoznikov, torej želimo biti tukaj sogovornik. Ja. Kaj lahko se obetamo? Upam predvsem, da se bo elektromobilnost vzela kot tista oblika trajne mobilnosti prihodnosti pravzaprav. Ne. Po našem mnenju je to zdaj, kar se tiče osebne mobilnosti in osebnih avtomobilov, je to the way to go, če tako rečem, za nadaljnjih 20-30 let. Ne.
Želimo, da se ta prehod na trajnostno e-mobilnost tudi ustrezno spodbuja s subvencijami in tako naprej. Pa ne samo avtomobilov, tudi infrastrukture. Želimo si tudi, da se elektrodistribucijski sistem ustrezno reformira. Ne. V zadnjih desetletjih, ne vem, v mojem mnenju ni bilo prav veliko investicij v modernizacijo. Ne. Če elektromobilnost prihaja v velikem slogu, potem se bo tukaj mogli marsikaj zgoditi. Vi ste zadnjič na tiskovni konferenci omenjali, da večinoma dajete storitve za srednji družbeni sloj. Ampak cene so včasih tako visoke, da to v bistvu gre za premijsko storitev, premijsko ponudbo. Ali se motim? Ali imate kakšen gasa v rokavu, da boste probali v bistvu te zadeve tudi slovenskemu standardu približati? Ja, se v rokavu nimamo. Produkti so zdaj v prvi fazi relativno dragi, to je res, tudi razvojni stroški so bili ogromni. V svoji karieri sicer še nisem doživel, da so se na kateri točki avtomobili pocenili, ne vem, mogoče bom tukaj to doživel. Dejstvo pa je, da bodo vlaganja postopno v naslednjih letih manjša in obetam si, da bodo potem tudi avtomobili bolj dostopni širši množici. Upam, da se ne motim. Tudi jaz. Najlepša hvala za to. Hvala.